Dobrodošli vsi skupaj na tem našem dogodku. Najprej lepo pozdravljam gospoda ministra, potem našega gospoda profesora rektorja, vse iz ministrstv, to se pravi partnerje, ki so prišli, to se pravi z ministrstva, direktorja z direktorata ARIS-a, potem predstavnike vseh naših partnerjev, direktorja Inštituta Jožef Štefan, potem predstavnike Urada za telekomunikacijsko varnost in predstavnike Urada za varstvo tajnih podatkov. Dobrodošli na naši fakulteti, na tem dogodku, vsi skupaj, pa potem najprej predal besedo gospodu rektorju, prosim. Lepo pozdravljeni v imenu celotne Univerze v Ljubljani, na kateri seveda spodbujamo raziskovalno odličnost in sem zelo vesel, da imamo take projekte, ki so v svetovnem vrhu. Vemo, da kvantne tehnologije so tehnologije prihodnosti, ki se intenzivno razvijajo povsod po svetu in zato se mi še toliko bolj pomembno, da smo tudi v Sloveniji del tega, da je Fakulteta za matematiko in fiziko del tega, kar bo v prihodnjih letih zagotovo krilo razvoj po celem svetu. Zelo me veseli tukaj, da je to konzorcij, da sodelujemo. Slovenija, kot vemo, je majhna država in dostikrat je preveč tekmovanja med nami samimi, namesto da bi se združevali in tekmovali z Evropo in svetom. In zato sem še posebej vesel, da ta projekt v sodelovanju z več deležniki in verjamem, da bo tudi zaradi tega zelo uspešen. Hvala lepa. Najlepša hvala, pa prosim gospoda ministra. Hvala za besedo. Spoštovani rektor, direktor inštituta, spoštovani kolegi, ki ste neposredno udeleženi pri izvajanju projekta SIQUIZ. Drage kolegice, kolegi, seveda mi je veliko veselje, da vas lahko pozdravim na tem predstavitvenem dogodku samega projekta v imenu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Dovolite mi, da najprej samo področje nekoliko orišem, se pravi kibernetska varnost je gotovo eno najpomembnejših področij, če govorimo sploh o varnosti države. Za Slovenijo smo seveda še vedno prepričani, da je relativno varna država in je ravno področje kibernetske varnosti, še posebej po začetku izbruhu vojne v Ukrajini, gotovo eden najbolj pomembnih področij, kjer moramo biti izredno previdni in vemo, da se že marsikaj dogaja, so poskusi dnevni in se mi zdi izredno pomembno, da se na tem področju rešujemo te težave z zametki najnovejše tehnologije, se pravi kvantnimi tehnologijami. Projekt vzpostavitve slovenskega tesnega omrežja za kvantne komunikacije seveda direktno naslavlja to problematiko. Še enkrat gre za pomemben element kritične infrastrukture države. To je prvi poudarek, ki ga želim izpostaviti. Dalje. Gre za aplikativni projekt povezovanja na eni strani dveh raziskovalnih inštitucij, Univerze v Ljubljani in pa Inštituta Jožef Štefan. Imamo predstavnika gospodarstva, če sem dobro informiran, in pa seveda dva državna vladna urada, Urad za informacijsko varnost in pa Urad za varovanje tajnih podatkov. Se pravi, za povezovanje dejansko različnih aspektov, se pravi od aplikativnega področja pa znanstveno-raziskovalnega dela. Ta projekt seveda nekako tudi v kontekstu tega preoblikovanja obstoječe agencije v novo ARIS agencijo vzpostavljamo nov inovacijski sistem in dve pomembni nalogi sta pri tem novem stebru, inovacijskem stebru. Eno je boljši prenos znanja iz akademskega prostora v prakso. Se pravi, tukaj konkretno govorimo o kvantnih tehnologijah, ki dejansko prihajajo praktično ne iz področja tehnologije, ampak iz področja fizike, se pravi nekih temeljnih raziskav, področja aplikacije. Po drugi strani pa ta novi steber poudarja oziroma omogoča tudi veliko boljšo medresorsko sodelovanje že na ravni države. Zato me toliko veseli, da imamo uporabnika na državni strani, lahko omenim seveda tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, še katero drugo ministrstvo, infrastrukturo, kritična infrastruktura. Dejansko ta projekt, čeprav je evropski projekt financiran z evropskih sredstev, gotovo naslavlja to problematiko boljšega, učinkovitejšega prenosa znanja.
In pa tretji element, ki ga želim izpostaviti, je pa izobraževalna komponenta. S takimi projekti seveda Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani lahko prenaša ta znanja tudi že na bodoče inženirje, tehnologije, fizike in seveda na ta način omogočamo tudi ustrezne kadre na tem področju. Torej, želim vam uspešno nadaljevanje projekta, kot razumem, projekt že teče, in pa si z nestrpnostjo pričakujemo tudi dobre aplikativne rezultate, predvsem pa v smislu, da tudi to, kar je danes mogoče še v aplikativnih povojih, da bo čez nekaj let postala naša nova realnost in da v bodoče bomo imeli kvantno računalništvo kot nekaj, kar je samoumevnega. Je pa zelo zanimivo, tudi zame kot tehnika, ta prenos praktično včeraj še neke temeljne raziskave, danes gremo v aplikacijo. Torej še enkrat želim vam uspešno delo in pa predvsem pa dobre rezultate pri prenosu tega v praksi. Hvala. Najlepša hvala za te besede. Zdaj bi poprosil profesorja Antona Ramšaka, da je več o projektu, samem projektu. Ja, hvala lepa. Zdaj, jaz bom kar prebral. Obseg internetnega prometa se vsako leto izjemno povečuje, s tem pa tudi število varnostnih vdorov in količina razkritih tajnih informacij. Tak razvoj zahteva vedno bolj izpopolnjene metode varovanja, če želimo, da se zmanjšajo tveganja morebitnih kibernetičnih napadov. Kvantna izmenjava ključa, quantum key distribution, lahko z uporabo zakonov kvantne fizike zagotovi brezpogojno in popolnoma varno podatkovno komunikacijo. Zato kvantne metode varne komunikacije in kvantnega računalništva v okviru razvoja kvantnih tehnologij v Evropi zavzemajo vse bolj pomembno vlogo. Na evropskem razpisu Digital za leto 2021 Quantum Communication Initiative je Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, potem v letu 2022 kot koordinator v sodelovanju s partnerji Inštitut Jožef Štefan, Beyond Semiconductor, Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost in Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov uspešno prijavila projekt SEQUIT, Slovenian Quantum Communication Infrastructure Demonstration. Demonstration na koncu pomeni, da ta zadeva je še v testni fazi, morda bo v naslednji fazi prišlo zares v uporabo. Namen je razvoj in implementacija kvantne distribucije ključa med več vladnimi vozlišči v Sloveniji in vzpostavitvi raziskovalnega testnega kvantnega omrežja med raziskovalnimi ustanovami, predvsem je tukaj za Jožef Štefan pa Univerza. Razvita kvantna komunikacijska struktura, ki bo postala eden glavnih stebrov nove strategije kibernetske varnosti Evropske unije za prihodnja desetletja, bo omogočila tako izboljšavo slovenske in evropske digitalne suverenosti in tudi industrijsko konkurenčnost. Toliko na splošno uvoda, zdaj pa prehajamo bolj na naše področje. Naj za boljše razumevanje ozadja predlaganih raziskav omenimo, da je leto 2025 v okviru UNESCO predlagano za svetovno leto kvantne mehanike. Takrat bo minilo 100 let, odkar poznamo teorijo, ki nam je odprla pot do razumevanja najmanjšega sveta, nevidnega s prostimi očmi in tudi nevidnega z običajnimi mikroskopi. Že leta 1935 je Albert Einstein s sodelavci opozoril druge fizike, da formalizem kvantne mehanike, ki je takrat že bila poznana, morda še ni povsem pojasnjen. Saj v sebi skriva nepričakovano, kot je rekel, strašljivo delovanje nadaljavo. Iz enačb in ne z eksperimentom je odkril eno od najznačilnejših lastnosti kvantne mehanike, tako imenovano kvantno prepletenost, kot jo je poimenoval Erwin Schrödinger, eden od očetov kvantne mehanike. V naslednjih desetletjih so mnogi fiziki dokazali, da ta nenavadna teorija in nenavadne napovedi dejansko obstajajo in da je to pravilno in po jasnih eksperimentih. Zato ni bilo nobeno presenečenje lani v jeseni, ko je odbor za podelitve Nobelovih nagrad za leto 2022 izbral 3 fizike, ki so vsak na svoj način v zadnjih desetletjih dokazali resničnost kvantne mehanike. Torej je preteklo skoraj 100 let, preden je povsem teoretičen koncept, kot je kvantna prepletenost dveh fotonov, osnovnih gradnikov svetlobe,
postal nekaj realnega in uporabnega. V okviru novega projekta SEQUIT smo, kot je bilo rečeno, že začeli z letošnjim letom za delo in s pomočjo ravno teh kvantno prepletenih fotonov in osnovnih kvantnih zakonov narave kvantne mehanike bomo vzpostavili povsem varno izmenjavo informacij na velike razdalje. Zdaj, za konec bom ponovil, kar je dejansko minister že poudaril, da za področje teoretične oziroma bazične fizike so tovrstne raziskave še posebej velika spodbuda, ker se pogosto ob sicer odličnih znanstvenih rezultatih srečujemo z vprašanji, kot naprimer, zakaj je to sploh dobro. V tem primeru se je pokazalo, da je včasih potrebno celo stoletje, da se nek teoretičen koncept popolnoma razvije in počasi vstopi v vsakdanje življenje. Po drugi strani pa se pri projektu SEQUIT znova pokaže, kako pomembno je sodelovanje znanstvenikov med različnimi inštitucijami in različnimi državami, ter kako pomembno je za splošen napredek odpravljati vse meje in ovire. Ponovno je treba poudariti, da projekta ne bi mogli pridobiti brez odličnega sodelovanja Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Inštituta Jožef Štefan, strokovnjakov iz Beyond Semiconductor in 2 uradov Republike Slovenije, Urada za informacijsko varnost in Urada za varovanje tajnih podatkov. No, za konec pa še misel, ki je sicer splošno poznana, da po celem stoletju prihajajo skrivnosti kvantne mehanike vsakdanje življenje, kar ponovno dokazuje, da se zgodovina ponavlja. Ne vem, zakaj je to uporabno, vendar sem prepričan, da boste nekoč to lahko obdavčili. Slavni fizik in izumitelj Michael Faraday v sredini 19. stoletja odgovoril britanskemu finančnemu ministru Williamu Gladstonu, ko ga je ta vprašal, zakaj pa so te stvari sploh uporabne. In potem je šele čez 50 let z Nikolo Teslo, Thomasom Edisonom in drugimi dejansko elektrika prišla v naše življenje in si ne moramo predstavljati bez tega. Podobno tudi mi danes vstopamo v nov čas, to je v dobo kvantne realnosti. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosil še naše partnerje, se pravi Inštitut Jožef Štefan, Vlada. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Danes je bil že parkrat izpostavljen vidik sodelovanja. Omenjena je bila industrija, gospodarstvo, ministrstva, predvsem pa akademska in izobraževalna sfera. Zelo me veseli, da smo se zbrali na tem dogodku in zelo podpiramo tudi na inštitutu to sodelovanje med inštitutom in univerzo. Naj pa poudarim, da pač to sodelovanje ni nekaj posebnega, ni samo na tem projektu. To sodelovanje pač je bistvo našega vsakodnevnega delovanja, pač fakulteta, saj fakulteta za matematiko in fiziko, inštitut, ko smo sosedje čez cesto, smo praktično neločljivo povezani. Svojega delovanja praktično ne vidimo eden mimo drugega. Če ste mogoče pogledali te materiale, je bilo v okviru tega projekta predvidena tudi postavitev vozlišč in prvo je bilo omenjeno Fakulteta za matematiko in fiziko in inštitut na drugi strani. Zato je pač samo tesno. Mi, če želimo komunicirati, se lahko tudi čez okna pomahamo ali pa gremo skupaj na kosilo. Tako da tukaj ni nobenega problema. Naj omenim, da že zdaj imamo veliko infrastrukture pod tem prehodom za pešce, tukaj na Jamovi že potekajo povezave, recimo žlahtni plini, heli, to pač uporabljamo vsak dan skupaj raziskovalci iz fakultete in raziskovalci iz inštituta. Tako da jaz pač vsekakor bomo to sodelovanje podpirali tudi naprej. Naj še omenim to, da pač ta projekt je eden izmed celega spektra novih idej, ki se porajajo na področju kvantnih tehnologij. Gre za kvantno komunikacijo. Jaz vam že zdaj povem, da pač skupaj raziskovalci za fakultete, za Univerze v Ljubljani in inštituta naše ambicije so precej večje. Mislimo, da imamo na tem področju kar veliko znanja, tako da se bomo trudili našo ekspertizo uporabiti tudi pri razvoju drugih kvantnih tehnologij. Laboratorije za to že imamo, mogoče ni toliko znano v splošni javnosti, da imamo tudi v Sloveniji na našem inštitutu laboratorij za hladne atome, kjer lahko pač
shladimo delce do izredno nizkih temperatur in tam proučujemo kvantne pojave. Seveda to ne bi šlo tudi s sodelovanjem raziskovalcev na Univerzi v Ljubljani. Kot rečeno, eden brez drugega ne moremo. Tukaj vidite, če greste, vsakodnevno je ogromno prometa, profesorji iz univerze prihajajo k nam in obratno. Vedno, če pogledate, tekamo za nečem, ampak če mislite, da je to zaradi tega, ker se nam mudi, ne, večinoma je to, ker lovimo kakšne prepletene delce, ki se ne obnašajo tako, kot teorija napoveduje, ne. Tako da vas opozarjam, če vozite tukaj po Jadranski z avtom, bodite kar previdni na tem prehodu za pešce, da naletite na kakšnega od takih profesorjev ali pa raziskovalcev. No, to na pol na hec, na pol zares. Tako da jaz pozdravljam to, predvsem pa tisto, kar je že minister izpostavil. Tle smo zelo dobro identificirane na področje bodočih tehnologij, ki ga lahko takoj navežemo na industrijo, na uporabo v gospodarstvu in na uporabo v splošne družbene namene. Hvala lepa. Hvala lepa. V okviru našega projekta imamo dva urada Republike Slovenije, in sicer predstavnica Mojca Mikac iz Urada za varovanje tajnih podatkov. Mogoče kakšna beseda. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Skratka, v tem projektu sodeluje tudi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in pa Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Veliko je bilo že povedano o tem projektu, tako da mogoče bi ga jaz samo umestila še v nekak evropski del. Se pravi, ta nacionalna omrežja se pravzaprav gradijo po vseh državah, ki so članice Evropske unije. In nadaljevanje pravzaprav, oziroma cilj tega projekta oziroma večjih projektov je, da se kasneje pravzaprav vzpostavi neko celotno evropsko omrežje, tudi s pomočjo satelitskih povezav, tako da bi nekako Evropa na tem področju bila neodvisna, pač varna, v resnici, da bi pač te povezave lahko potekale varno. Zdaj, zakaj govorimo o varnosti, a ne, pač kvantni oziroma razvoj kvantnih računalnikov ne bi nekako ogrozil nekatere izmed algoritmov, ki so potrebni za izmenjavo ključev, zato se pač zdaj iščejo novi načini, kako te ključe izmenjati, in eden od načinov je seveda z pomočjo kvantnih povezav. Hvala lepa. Naša skupina je seveda kar velika, ta projekt je bil več kot 4 milijone, seveda sodelujočih je veliko, opreme je veliko. Zdaj tukaj bi rad posebej pa še poudaril naši kolegi iz Inštituta Jožef Štefan, tamle stojijo. Bomo potem, ko bomo kmalu zaključili, bo priložnost, da se še vsak lahko pogovori, kako še dobimo dodatne informacije. Potem iz skupine z Fakultete za matematiko in fiziko je tukaj profesor Kaltenbeck. Treba je povedati, da on je doktoriral. So professor Kaltenbeck, he finished his PhD with last year Nobel Prize winner Zeilinger in Vienna, and he's principal investigator in scientific part of this project. And maybe, Rainer, if you could say something, we said a few general things in Slovene, but he understands also some Slovene. He's professor at our university for 4 years now, or so. There was some retirement, and then we were looking really international candidates, and he was the best candidate. We offered some kind of small laboratory, which now is upgraded every year. So maybe now you can say something about your work on this project. No, so I've been very thankful to have the opportunity here. 4 years ago, I started to set up a laboratory here at the Faculty of Mathematics and Physics, and it's an exciting time. Also, like since we had the Nobel Prize last year, Anton Zeilinger and Andreas P. and I forgot his first name, John Clauser. Exactly.
and so which recognizes essentially that the what is often called the second quantum revolution is now finally has reached the everyday life, so it's coming closer to applications. And now with the Quantum Communication Initiative, the European Union has recognized that and tries to establish an infrastructure also Europe-wide, such that we can distribute quantum keys for now. And this is the first step then also towards future quantum internet, where we want to then connect quantum computers, hopefully connect quantum sensors, achieve enhanced quantum sensing. And so in my lab, we will work, of course, on SIGWIT and implementing this, but also we are already working on the next steps then to produce new sources of entanglement that will then allow us to connect to quantum memories, where we also work together with the Josef Stephan Institute. And hopefully this will then allow us to cover even more distances with entanglement, distributed entanglement, and use this as a resource then for quantum computing and future quantum technology. Thank you very much. I believe that we covered briefly our field, and now it's time for discussion. Kakšno vprašanje še iz publike? Če ni nobenih vprašanj, potem pa hvala lepa vsem za predstavitev, pa zdaj dobrodošli, da se malo združite, pa se še kaj pogovorimo. Hvala. Hvala.